Samo naslovnica, če pogledate, to, kar boste opazili, je, da se človek uspenja. Ampak naslov te slike, ki mi jo je dovolil v objavo, je to dokumentirano v knjigi član Francoske akademije Vladimir Veličkovič, eden najbolj znanih slikarjev sodobne Francije, tudi komercialno, izredno uspešen. Naslov te slike, na kateri se moški uspenja po stopnicah, je La Descente, kar pomeni v slovenščini spust. In tu je celotna knjiga ubrana na to, kar je dr. Šturm rekel na samem začetku, plus que ça change, plus ça reste le même. Bolj ko se spreminja, bolj vse skupaj postaja enako. In ta zaprt krog, v katerem se spreminja samo to, da so na vsaki stopini, če vzajemo 360, oboda drugačne maske. Kot je rekel gospod Janez Janša, enkrat je rdeča zastava, potem je roza zastava, potem je roza ne vem kaj, potem je taka, potem je listje, potem je pa spet nazaj rdeča zastava. Vse ostaja isto. In ta prividna tranzicija, oziroma prividna pot nekam, je tisto, kar sem tu v samem zaključku knjige, če mi ga dovolite, da to preberem. Sem uporabil ene izredno lepe besede Daneta Zajca, velikega pesnika, in sicer pravi takole Dane Zajc. Včasih Ibržnika zgrabijo daljna hrepenenja, cesta pa, ki pelje v svet, v krogu se začenja, na začetku spet sejenja, Ibržniški krog preklet. In ta knjiga, ki si je zadala, prav na konc za nalogo, da popiše, kaj se je v teh zadnjih 6-7 letih zgodilo Slovenijo, se je vrnila na koncu na sam začetek in ugotovila, da se vrtimo v krogu in da ni nobene spremembe. Ko je to ugotovila, si je seveda morala, jaz sem še enkrat se hvaležen gospodu Veličkoviču in najnemu srečanju v Parizu, da mi je to dovolil, kajti prav Veličkovičevo slikarstvo, recimo v zadnji francoski kroniki slikari svetajo med 100 najpomembnejšimi francoskimi slikarji vseh časov, čeprav je porodil Srb, je tisto, ki govori o povratnosti, okrožnosti, na en način. Na drug način, kar je knjigo spodbudilo in kar je dalo, bi rekel, tistega notranjega hraniva ali pa goriva, je Huda jama. Huda jama v letu 2009, ki prihaja v nek center, bi rekel, diahroni časovni center knjige, oziroma dogodkov, je pretresla, kogarkoli, ki je to videl, je pretresla tudi mene, zelo globoko pretresla. Za Hudo jamo je značilno to, da so žrtve, ni pa storilcev. Tako kot je značilno za vse, kar se pri nas dogaja. Stvari se dogajajo, stvari se dogajajo kriminalno, stvari se dogajajo na način, ki je nezaslišan. Jaz vas spominjam tukaj na to podobo iz Hude jame, ki je bila serije kit, ženskih kit, spetih v zatilju, pobitih oziroma zadušenih, zazidanih za 11 zidov. Ampak temeljni problem Slovenije je, da radov ni nikjer. Nihče ni za nič odgovoren. Če gremo samo na čisto zadnjo stvar, recimo, ker imam v čisto zadnjo spominu takrat, je, ko sem bral od pisarke Karneža, reporterju, zdaj pač so vlaga tudi kazenska ovadba, za udbovsko preganjanje nastajajočega Demosa, vprašanje Milanu Kučanu, ki je seveda bil s tem jasno seznanjen in je bil s tem na tekočem in je to seveda vedel, koliko tega, to lahko ugibam, da nam bo pač to tožba, ni celo naročil ali pa vsaj moral pa je to odobravati. Ampak rabljal ni, nihče ni kriv,
Pri nas so se vsi, ki so zagrešili tisti bazični zločin, na katerem stoji Slovenija, so se poslovili od svetovnega življenja s častmi, z usmrtnicami, uradnimi v uradnih časopisih Republike Slovenije. A ne samo to. Največji krvniki imajo največje spomenike. In če mi dovolite še tole preverjam stavek, ki govori o Veličkoviču. Veličkovičev slikarstvo namreč nikoli ne prikazuje katastrofe, kako se odvija pred našimi očmi, ko nam stopa v telo in zavest. Nikdar se ne pomudi pri režnju časa, v katerem se zgodijo strašne dejanja. Tedaj, ko se na nas zgleda najhujše. Ubijalci so vselej že zapustili mesto lastnega grozodejstva, morilci so se pobrali proč, radni in učitelji so preniknili Bog veka. Ostajata zgolj zločin in njegova strašna sled. Ne glede na katastrofo, obglavljanje, raztrženje, kljub žalom, napadom, mučenju, se Veličkovič raje zazira v trenutek, ko se bo prosto razglednjati posledice zločina, kot da bi se posvečal izvoru grozote. In to je Slovenija. Po prostoru se razglednjajo posledice zločina. Knjiga, recimo, jaz bi posebej upozoril na uvod. Sem ga dolgo časa delal in v bistvu, kar sem svojo življenju napisal, je tukaj nekje tisto, kar je vse, jaz avto ocenujem najmočnejše. In uvod govori o prostoru, ki se nahaja par 100 metrov stran od nas. Govori o parlamentu, govori o tako imenovanem magičnem pentagramu zločinskih obeležij. Grobnici narodnih herojev, spomeniku Borisu Kidriču, spomeniku Pršarjevem, spomeniku Kardelju, spomeniku revolucije in spomeniku šefu partizanske vojske oziroma gverile, kot se je to do leta 1944 uradno imenovalo. In nasproti vsega tega se dviguje Nova Ljubljanska banka. Kot pravim v vodu, listje iz gozdov partizanskih in skrbi je dalo bankovce. In tu se v tem zaprtem svetu, kjer se ideologija napaja z denarjem in denar napaja z ideologijo, v svetu, središču katerega se nahaja paradoksalno in kot v posmeh hran demokracije slovenski parlament, ni nič premaknilo. Vse deluje tako, kot da se ne bi nič zgodilo. In seveda potem zadnja beseda tukaj, kar iz tega sledi, a taka družba, v kateri se to dogaja, ne more biti nepatološka. Mi imamo praviti z patologijo, globoko psihopatologijo slovenske družbe, v kateri je normalno nenormalno in nenormalno normalno. Črno-belo, belo-črno, dan noč, noč dan. In to je strahotno prekletstvo. Še toliko bolj, ker se tega nihče ne zaveda, in še toliko bolj, ker je to skoraj da že brezupno. Naj povem še, če boste pogledali recimo Dolenjsko kazalo knjigo, boste najdeli osebo, ki ima največ zadetkov, kot se temu reče. Ta oseba je Milan Kučan. Milan Kučanu je v tej knjigi posvečena ogromna pozornost. Zdaj, da bi bolje razumeli to knjigo in njega bom zaključil s tem, da bom povedal neko anekdoto. To je bilo 26. oktobra leta 1994, tam nekje, dan, dva, mogoče kasneje. Obstaja fotografsko gradivo, na osnovi katerega lahko jaz to vse dokažem. Jaz sem bil takrat predsednik krščanskih demokratov za Ljubljano, ker smo se pripravljali na volitve. In kot tak sem bil soorganizator obiska Dunajskega župana Ciljka v Ljubljani, tudi tedaj, ko smo na pobudo krščanskih demokratov pa mestnega sveta, tedanjega Vidmarjeve in Strgarjeve oblasti, zamenjali Titovo ulico z Dunajsko, so tista tablo sneli, so dali Dunajsko, ki še danes stoji gor, ne vem, koliko časa še bo stala, ampak takrat smo to naredili. In tedaj je bila delegacija tudi sprejeta pri Milanu Kučanu, ki je bil zdaj predsednik republike, in jaz sem tega človeka prvič videl v svojem življenju. In prvič z njim in tudi zadnjič z njim govoril. In Milan Kučan, jaz mu pravim, prosite, se lahko predstavim, je rekel, ja, ni treba, se vas poznam, zelo debelo pogledam, bil sem ves čas seveda strahotno naiven, kar mogoče sem še danes, ampak hvala Bogu, tega nočem zgoditi. In
In pravi, kako me pa poznate, je rekel, ja, poznam vaše pisanje. Tak mrzek ton, sem rekel, v redu, pa sem ga gledal, ker se je stvar začela odvijati v neko drugo smer, v kateri se ponavadi odvija srečanje predsednika republike z državljanom. In je rekel, jaz ga gledam, je rekel, a veste, kaj je vaše pisanje? Jaz ga gledam, to je pa zelo nenavadno. Je rekel, vaše pisanje je nov prispevek k slovenski politični plaznosti. To je tudi ta knjiga. In jaz sem samo usta odprl, ker česa takega si pa res nisem predstavljal. Potem se je pa najverjetneje ta moja odprta usta in ta začuden pogled razlagal nekoliko drugače, kot tisto, kar je v resnici bilo. In je mislil, da mu jaz hočem karkoli reči, razloziti, kar je zdignil roko, takole. Ali pogledal gor, takole. In rekel, veste, to nikdar ni individualno, to je vse kolektivno početje. Jaz sem ga potem pa še globoko pogledal, tako stiste zadnji, kar sem še premogel in sem mu rekel, mi prostite in sem se obrnil v petah in sem ga zapustil. Kot prispevek, pa takrat sploh nisem nič o njem pisal, ampak tole je nek knjiga, nek dialog s takim sprevrženim načinom mišljenja. In z abnormalnostjo, ki se želi na račun normalnosti prave ustoličiti kot normalnost. Tu je tudi čisto na koncu povem zelo ljubeznivo od gospoda Courtoisa, Stefana, pobudnika črne knjige komunizma, teh nekaj misli, ki so neka kronologija najnega sodelovanja, najnega odnosa v zadnjem desetletju. Pa predvsem seveda, tudi če sem povedal to anekdoto o Kučanu, sem s tem pač samo postavil v določen kontekst neke vrste grenkovo nasprotno. Jaz sem zelo vesel, bolj kot vesel, sem hvaležen, da je ta knjiga prišla dobesedno med ljudi. Hvaležen sem vsem, ki so njeno nastajanje obogatili. Knjiga sega posvečena je mojima dedoma, na katero sem bil zelo navezan. En je bil neposredna, drugi pa posredna žrtev komunističnega nasilja. Rajko Turk je bil neposredna žrtev 9. maja 1945. Njegova kalvarija je bila grozna, je bil rehabilitiran na 90. seveda. Marko Ferlan je bil pa moj dec, kateremu davno preživeti dalj časa in ki mi je prvič odstiral otroko ali pa takrat čisto mladostniku nastajajočem kopreno iz te socialistične stvarnosti federativne samoupravne Jugoslavije. In je rekel, veste, če se bom jaz na parah na smeh držal, je to zato, ker za tale cirkus niti tolarja nisem dal. Seveda knjiga je izraz moje globoke hvaležnosti do ljudi in neke zelo, bi rekel, dobre volje, veselje, optimizma, ko prihaja med ljudi in upanja, da bomo s knjigam premaknili svet in da se nastaja tako neke vrste spomin, neke vrste prispevek k razumevanju časa, v katerem nam je dano živeti, pa zato čisto mislijo, da je to velik čas in da smo strahotno privilegirani, ne glede na vse to, kar se dogaja, ker smo doživeli ne samo samostojno državo, ampak da je ta postala tudi član najbolj prestižne skupine držav. Zdaj je slabo, ampak upamo, da bo boljše in koliko je moja knjiga malenkostno prispevila tudi k temu, je potem je po celoti dosegla svoj namen. Tako da, hvala lepa.